mrzlo tako. Dobro jutro. Evo, dobil sem zajtrk. Nanjega sem sicer čakal kar nekaj časa, ker lejte, je tamle prišel en avtobus upokojencev, ampak saj imam računalnik, delam, tako da super. Lejte, tole mi kar dobro zgleda, drugače pa kelnarca je to vse na hitro postregla. Majčkeno me moti tale zvočnik, ker sem hreščiven, drugače pa super. Tole sem skoraj v centru Knina. Šel sem sem, zato da sem šel na turistično-informativni center. To je tamle v tistole smer, tamle je DM, pa pol vidite tamle tablo. Moram pohvaliti gospo, si je vzela po mojem kar pol ure časa zame. Vse mi je razložila in te informacije sem tudi rabil, zaradi tega, ker pač grem na Dinaro. In veste kako, ne, to, če ne poznaš, je fino, da te en pove. No, zdaj pa iščem en lokalček, kjer bo dober internet, pa da zmontiram 3 videe, oziroma 2. Da sem se spomnil še, da se moram še za TV3 ga zmontirati, tako da rabim pa dober internet, ker v mojem tem hotelu ni. Zdaj prvi lokalček, ki ga bom probal, bo tale tlele, to me je tudi gospa svetovala. Če ne so pa še tamle gor naprej, bom pa še tam probal. Ura je že 4:30, jaz pa danes še čist nič pametnega videl. Zdaj sem ene 6 ur sedel v lokalu, montiral videe, 3 sem zmontiral, tako da hitel sem tako, da hitrejš se ne da. Tudi noter sem bil, ker sem rabil elektriko in sem bil na klimi, je bilo prijetno v hladnu. Zdaj, ko sem ven stopil, sem mislil, da me bo infarkt. Ta razlika je ful problem. Drugače sem se pa tle v senco postavil, da tle to posnamem, ker na soncu je prevroče. No, zdaj pa ne vem še čisto točno, kaj grem pogledat. Moram se še odločiti, ampak od zdaj naprej je pa lep dan pred mano, 100%. Preden grem na Cetinjo, sem šel še nekaj pojesti, ko sem lačen, pač nisem včeraj načil, pa sem danes malo bolj lačen. Evo, sem pa dobil, lejte, kakšno fino pico. Drugače pa tu sem v enem lokalčku tle v Kninu, čist tale križišče je ta glaven. Tu sem že pred 3 letom tlejil in mi je ful všeč, pa še atmosfera mi všeč. Ne vem zakaj, pa kelnarca ful prijazna, vse to. To je Cetinja, tle izvira reka Cetinja, lejte, tle bi vam pa reče mal pokazal sledi vojne, ki jih je tukaj ogromno, vidite tukaj le na desni strani zapuščena hiša, po mojem je bila zažgana, kakor bi jaz tako na pamet rekel. Tukaj je že pred 27 letom se je končala vojna, kakor veste, zmago Hrvatov. Tukaj so pa drugače, je bilo večinsko prebivalstvo srbsko, lejte, tudi tukaj, lejte, čisto uničena hiša. Tukaj, lejte, tudi srbski pravoslaven samostan, oziroma cerkvica, tako da in ko pač so prišli Hrvati, oziroma še preden so prišli, so pač Srbi mogli zapustiti te kraje, ker niso točno vedeli, kaj se jim bo zgodilo. Tukaj pa vidim, da so pa tole ful preuredili. Jaz sem bil na zadnje 2 let nazaj, no pred 2 letom tega le še ni bilo. Neko razgledno točko so naredili. No, lepo. Tukaj drugačne tole je, ne, to boste videli, to je top turistična atrakcija in je prav, da se dela na tem. No, saj gremo zdaj pa ven, boste videli šele, kaj je to zanimivo. Avto sem tle parkiral, vidite, tale pravoslavna cerkvica v zadju,
Zdaj se pa pripravite, da boste videli nekaj, kar še najbrž niste videli. Vidite, ampak nisem na ta pravi strani, drugače se bolj noter vidi. No in tukaj izvira reka Cetinja, tukaj je iz ene luknje v bistvu zvira, ima od 4 do 8 stopinj, ne vem, jaz sem različne podatke dobil. Eni pravijo 4, tu so enkrat domačini tle rekli, da je 4, ker sem se šel tudi kopat. Jaz mislim, da sem 4 ni, da je malo več, no, ampak več kot 8 pa sigurno ni. Tako da tle je skoraj 35 stopinj, tako da tle se v komot ohladiš in vidim, da so tudi eni ljudje dol, zanimivo bo to videti, koliko jih bo zeblo, koliko cajta bojo not zdržali. Tale cirkuca je vedno zaprta, pa predvidevam, da je tudi danes. Bom pa vsem probal. Ja, zaprta. No, gremo dol. Še najhiter tole tablo pogledamo. Hiter kakšen podatek. Tole je globoko 115 metrov. Če se prav spomnim, se pravi, pa še ni raziskano do konca. In tle je enkrat umrl en slovenski potapljač, ki se je potapljal. Včasih je tudi tamle na un stran bila neka tabla, pa je bilo to napisano. Zdaj ne vem, če je še. Bomo videli, gremo dol, pa bomo videli. Zdaj sem spodaj. Gledajte, kako je to lepo. Voda ima 8 stopinj. Tle se v bistvu reka začne. Gledajte, tole zdaj sem telih par sekund, ko sem noter, mi noge kar zmrzujejo. Tako da zdaj bom mogel jeti trčečim korakom nazaj, ker če ne bom šel, ne bom zdržal. To je zdaj prav bolijo te noge, prav bolijo. Tako da sem si pa dal cilj, da sem šel kopat noter in sploh ne vem, kako ga bom uresničil, ker to me lahko še infarkt zadene. Bomo videli, bom posnel vse, samo majčkeno rabim, da se pripravim. Kaj sonce močno sije glih v mene. Veste, kaj tle edino fino? Tu, da sta še 2 človeka, da če me infarkt zadene, da mi bo se kdo znal pomagati. Se ne vem, kaj če narediti, najprej se majčkeno z vodo zmočiti, da ne bo prevelik šok ali kaj, ne vem, pojma nimam. Noter bom pa 2-3 sekunde, več ne bo šlo. Te videli, samo noter pa vam bo šlo. Mrzlo tako, ampak pa je tak dober feeling zdajle. Veste, kaj sem napako naredil, ker nisem glave zmočil. Tako da bom šel še enkrat, pa kar bo. Tukaj sem zdaj hotel narediti še dron posnetek, ampak ga ne bom, zato ker imam od 2 let nazaj pa od 4 let nazaj zelo lepe posnetke, mnogo lepše, kot bi bili zdaj. Sem pa pogruntal, da takrat nisem bil konec dneva, ampak sem bil začetka dneva in je veliko boljš. Tako da zdaj te posnetke, ki jih boste videli, so v bistvu stari 2 ali 4 leta. Boste pa videli, so fantastični. Tam pri unem izviru reke Cetinje so bile neke table semle po teli cest.
tudi kamnolom in vidim, da zdaj, lejte, tle najbrž marmor kopajo. Režejo, ne kopajo, tako da mora biti zanimivo. Tako da se bom kar zapeljal do gor, če se bo dalo iti. Je pa tudi cesta se dviguje in po takih panoramskih zadevah se jaz rad vozim. Je pa cesta čisto uničena. Cesta je bolj taka, ampak zaenkrat še kar gre, no. Bi pa rad prišel do kamnoloma, ker tu zna biti zanimivo. Enkrat sem bil enem v Makedoniji in je to ful zanimivo. Evo, mi verjamete, da moraš tle kar dober šofer biti. Težko je tole voziti in snemati. Koliko je tega kamna. Upam, da ni nobenih ljudi tle. Sem jaz malo zapeljal. Najbrž se ne bi smel, samo ni nobenega znaka, da se ne bi smel. Madonna, koliko je kamna. Kako je to zanimivo. Sem rekel, da bo zanimivo. Smem tudi šatat nič. Bom gor prišel. Sem rekel, da bo zanimivo, lejte. Kaj noter mi je prišlo. In tle. Zapiraj, zapiraj. Kaj mi je zakadlo. V avto sem dobil praha tukaj. Sem, da se malo poleže, pogrem pa ven. Me tole ful zanima, res me zanima. Evo, tle lahko zdaj fino vidite, kako režejo kamen. Imam srečo, da je petek in da ni nobenega, če ne bi me najbrž nagnali. Ne boste verjeli, kako je lahko tudi kamen najbrž hud denar. Tako da, meni je tole zanimivo. Sem bil po Makedoniji v enem takem, ki so takole kopali in jim je potem še voda zalila in je prav bazen ratal. Še ena stvar, ki je meni zelo zanimiva tukaj v vasici Cetinja, je tale cirkuca Svetog Spasa, se pravi svetega rešenika, ali kaj bi to pomenilo. Aha, lejte, na zadnjič, kar sem bil, je bilo tole odprto. Ne vem, a so zdaj tu zaprli ali sam tako, je odprto. Mislim, ta cirkuca je meni arhitekturno zelo zanimiva. Tako da jo grem rad pogledat. Pa tudi samo pokopališče je zanimivo. Pač meni je to zanimivo. Cerkev iz arhitekturnega vidika. Drugače pa tudi cerkev, ki so jo začeli graditi v 9. stoletju. Se pravi, je že kar nekaj stara. Se pravi, je krščanskega izvora. Ampak grobovi so pa večinoma pravoslavni. Pač zato, ker tukaj so se potem Srbi naselili, ki so pač branili mejo med Avstro-Ogrsko in Osmanskim cesarstvom. Tako da meni je to zanimivo malo te grobove pogledati, malo videti, koliko časa so ljudje živeli. Tako, ne vem, meni je zanimivo, ne vem zakaj. Drugače si pa tudi v nadaljevanju pogledajte videe, ker sem to z dronom posnel. To ne bojo od danes, ampak so stari 2 ali pa 4 leta. Grem tukaj še do mesta Glavaš, ki je tudi izhodišče, mogo pa tle noter, sem zgrešil, ki je izhodišče za goro Dinaro. Prispel sem v vas Glavaš,
Ampak zdaj mi pa tukaj nekaj ni jasno. Lejte, tukaj piše Dinara vrh 5 ur. Una gospa na turistični mi je pa rekla 2 ure pa pol. Sicer je bila zelo prijazna, mi je vse naprintala, tako da jaz vse imam tam. Ampak da šel pa še malo z avtom naprej, mogoče tle 5 ur, pa se še z avtom lahko mogoče krencajta pelem. Bom videl. Tle sem zdaj srečal enega gospoda in je rekel, da je še 250 metrov naprej parking. To pomeni, da je 5 ur do vrha in mi je tudi povedal, da je iz une strani lažja, tako da jaz jutri grem po uni lažji, ker nimam jaz kaj pri tej teži delati. Tako da za danes se poslavljam od vas, ker vidite, tama ratuje in se veste, če tama je slika bolj slaba. Danes je bil bolj kratek video, ampak mislim, da vse izvir reke Cetinje je pa le zanimiv, tako da to, če boste le možnost imeli, pejte enkrat pogledat. Za jutri pa upam, da mi uspe priti na Dinaro. Mislim, edino vprašanje je samo to, če me bo tukaj letle, ker sem si od spodaj obdrgnil kožo, ali me bo kaj bolelo, ali me ne bo. Tako da jaz upam, da ne. No nič, hvala ti, ker si gledal tale video do konca. Če ti je všeč, narod se na moj YouTube kanal, dej like, napiš kakšen komentar, pa se jutri ob 9 spet vidimo iz, po mojem, bolj zanimivem videom, kot je bil ta danes. Adijo.